Kdo pa vse dela na vaši kmetiji? Na naši kmetiji dela cela družina. Oče, mama, brat, jaz in babica. Zdaj, delo si večinoma vsi razdelimo nekako, da lažje težje dela, da težje delo naredimo mi moški, drugače pa vsi počnemo vseeno. Klasična delitev torej. Ja. Ampak to so vse vaši travniki, se pravi, imate dovolj hrane za živino? Dovolj hrane, da to predelamo za živino, to je vse naša proizvodnja. V bistvu naredimo travne silaže in seno. Je to lokalno, zato je tudi kvalitetno. V bistvu pa tudi za samo oskrbo imamo tudi vrt doma, da se to oskrbujemo čim več od doma. No, to je kar nekaj silaže, se pravi, koliko glav živine je? Sedaj imamo 15 glav živine, vendar lahko štejemo tudi 20 glav živine. Mislim, da je najbolje, da stopimo kje do hleva in pogledamo ostale živine. Imajo rade obiskovalce vaše krave? Imajo, so kar navajene, saj tudi pri odkupu mesa pride se pogledat in tudi zdaj, ko smo v izbrani kakovosti, imamo tudi inšpekcije, da se to pogleda, res, da je to pravo. Zakaj pa je značilno za tradicionalno vzrejo? Kot tradicionalno vzrejo je to, da res predelamo vso hrano, travne silaže in seno na domačih površinah, ki tudi skladiščimo. In je to res lokalno in tudi, kot sem že rekel, ostanejo teličke doma, da je tudi v Sloveniji, da je to res tradicionalno slovensko. In da se to kravam posvečamo čim bolj, da jim nudimo svežo vodo, udobje in seveda, da tudi prepoznamo, če je kaj narobe z njo.